Tale video verjetno ne bom nikoli javno objavil, oziroma mogoče ga bom objavil čez leto, 2 ali 3. Tema videa pa je anticepilci. Moje ime je Tomaž Gorec, poglejte video do konca, napišite kakšen komentar, če vam je všeč, pa se tudi naročite na moj YouTube kanal. No, da jaz majčkeno povem malo moje mnenje o anticepilcih. Sicer lejte, da ne bo kdo narobe razumel. Mene popolnoma nič ne briga, če se nekdo noče iti cepiti. Ali pa tudi zaradi mene čez trup spije. Zakaj bi to mene brigalo? Tako da nimam nič proti njim. Ampak mi gre pa na živce, da oni mene zmerjajo z ovco, zato ker sem se cepil. Lepo vas prosim. Ampak zanimivo, ne? Kakšni ljudje te to zmerjajo. Tako da to bom vse v tem videu povedal. Tako da glejte, res glejte do konca. No, na Facebooku, kaj vse sem že prebral, ne? Dober, ena ful smešna je bila ona, ko sem šel v Egipt na potovanje marca, pa sem tam nekje enkrat mimogrede napisal, da sem se mogel testirati, ko sem prišel na letališče v Egipt, in mi nekdo napiše, zdaj so ti pa dali črtno kodo v možgane, zdaj si ga pa na J. A to mislite resno? Ali se hecate? Pol une fore, ne, da sem čipiran. Kakor sem slišal, ne bom rekel, da je res, ampak sem slišal sem. Zdaj v eni tisti dozi, ki jo pač zdravstveni dom ali kdorkoli dobi, je menda 5 ali 6 cepiv. In zdaj ne noter, če bi bilo 6 čipov, ne, ki medicinska sestra tisto ven potegne za eno cepivo, kako bo glih zadela glih en čip? Da pol nekdo, ne vem, pridejo 3, nobenega čipa ne zadene, pride 4. pa 4 čipe dobi. Si zamislite se, če pa 4 čipe vase dobi, pa res to ne more biti dober, ne. Večinoma te vsi anticepilci mi napoveduje, da bom čez 2 leti umrl. En sicer, ki je majčkeno bolj pameten, je rekel, boš videl, kaj bo čez 30 let. Sem rekel, ti, čez 30 let bom jaz pa star 80 let, mi je pa čisto vseeno, kaj bo. Pol ena facebookasta, ki je nekdo napisal, da bojo 24. oktobra letos vklopili G5 in zato, ker sem cepljen, me bo pa razturalo. Tako je točno tako je napisal, razturalo. Ne vem, kaj je to mislil. Najbrž ni mislil, da bom bolj zdrav. Pol je bila zanimiva ena gospa, ne, ki je tudi nekje mi odgovorila, ko sem pač napisal, da sem cepljen, mi je napisala, mar bi se obrnil k naravi, ne pa, da se greš cepiti. Dober, narava je super, ampak za vse pa ne gre. No, in zanimivo, potem mi ta gospa še piše na zasebno sporočilo in mi pojambra, kako ima težko življenje. Zgubila je sina, verjamem, težko, sočustvujem z njo, lejte, grozno, si ne predstavljam, kako mora biti to hudo. Pa tudi naštela, kaj vse je bolna. Nočem biti žlek do nje, ampak ti mene učiš, naj se obrnem k naravi. Zakaj se pa ti nisi obrnila k naravi, pa bi bila zdrava? Se pravi, ta tvoje obračanje samo k naravi
zgleda, da ne deluje najboljš. Če imaš toliko bolezni, pa Bog ti dej, da se vse pozdrav, pa da nimaš nikoli nobenih problemov. Iz srca prvoščem, ne? Veste, kaj se mi čudno zdi? Da naenkrat so kar vsi gradbeniki, najprej sem rekel gradbeniki, zato ker sem tudi sam gradbenik, da ne bo kdo rekel, da žalim kakšne poklice. Vsi gradbeniki, kelnarji, malarji, frizerji, te kar naenkrat vsi vejo vse o cepivu. En mi razlaga o DNK-ju. Sem rekel, ti, kaj pa je to DNK, jaz to ne razumem čist dober. Sej, pojma jaz nimam, kaj je DNK, ampak 10-krat več vem o DNK-ju, ki ve tist, ki mi je to razlagal. Pa prav, ja, to je uno, ki imamo vsi ljudje. Ja, kaj uno? Dej, razlož mi, strokovnjak si, veš vse o cepivu, vse, da mi bo DNK uničilo, dej povej, kako mi ga uničilo. Oziroma, saj povej mi, kaj je DNK. Pojma nima človek. Škoda, ka mu nisem rekel, dej mi naštej 10 kemijskih elementov, pa jih po mojem ne zna našteti. Glejte, obstaja možnost, da je s tem cepivom kaj zelo narobe. Obstaja, ampak glejte, to sigurno ne bo tam en kelner pa frizerka vedla, pa tudi jaz ne. Še oni dohtarji ne bi vedeli, ne. Tako da, dajte ljudje biti majčken normalni, no, majčken. Pa malo gruntajte, komu kaj verjamete. Pa govorijo, sem na internetu prebral. Glejte, jaz lahko zdajle v 3 minutah zrihtam, da bo na internetu članek, da je Zemlja kocka. In kaj? Boste vi zdaj, ko boste to prebrali, okoli govorili, Zemlja ni okrogla, ampak je kocka. Zato, ker ste na internetu prebrali. Lepo vas prosim. Glejte, jaz se tudi zavedam, da, bom rekel, voditeljem ustreza ta stanje. Pa ne samo voditeljem, marsikomu ustreza ta stanje. Zdaj sem se glih nekaj z nekom pogovarjal, pa so prišla do zaključka, da mogoče v Sloveniji, naši vladi, zdaj tisti, ki boste tole gledali, ne, bo rekli, ti si za Janšata, ne. Glejte, preberite si en članek, za koga sem jaz. Bom dal link v opis tega videa, pa si preberite, za koga sem jaz, boste videli politično. Jaz nisem za nobenega, ker so vsi barabe. Pa da grem še malo naprej, pa nočem nobenega užaliti. Tisti, ki pa je za koga, pa mu gre dati svoj glas, je pa fejst neumen. Ker do zdaj se v Sloveniji še zmeraj izkazalo, da so vsi barabe. Edino Kramberger ni bil, so ga pa ubili. Tako da jaz nisem za nobenega. No, z enim sva se pogovarjala in sva prišla malo do zaključka, da mogoče naši vladi sploh ni v interesu, da se ljudje cepijo. Da bo čim več okuženih, da bojo vse čim bolj zapirali, da bojo spet neke dodatke dajali, da bojo ljudje zadovoljni,
da jih bojo obkrožili na volitvah. Glejte, bom rekel, ta kampanja za cepljenje, ki ima naša vlada, a je lahko sploh slabša? A je lahko sploh slabša, ki je? In vse delajo tako, da se ljudje ne bojo šli cepiti. Glejte, če bi jaz vodil kampanjo za cepljenje, jaz bi non-stop, nikoli ne bi nobenega silil. Rekel, če se pej, če noče se ne. Pa verjemite, da bi se šlo več. Pa veste, kaj bi še naredil? Sicer bi mal nategnil ljudi, ljudje bi pol rekli, da jih je vlada nategnila, ne? Ampak jaz, če bi bil tle pri teh na vladi ali pri teh strokovnjakih, jaz bi skozi govoril, ne dobimo cepiva, ni cepiva, ni cepiva, ni cepiva. In bi pa rekel, evo, lejte, zdaj smo pa najdel nekje cepivo, da bomo gasilce cepili. Pa bi se ljudje grebili, iskali veze in poznanstva, da bi prišli do cepljenja. Tako, ki pa težijo, pa eni zalašč nočijo. Kar malo razumem, no. Mislim, malo razumem, sem tudi jaz tak, ne, ampak pri takih zadevah, ne, glejte, jaz sem se cepil, zato, ko želim potvati. In to je to. Drugače pa, jaz se koronavirusa ne bojim čisto nič. Lažem. Glejte, jaz sem to stvar resno začel jemati, ko so odpovedali MotoGP, eno dirko. Sem rekel, zdaj je stvar pa resna. Ker to je pa toliko denarja v igri, da tudi, če bi par ljudi umrlo, se oni ne bi tam sekirali. In sem rekel, zdaj je pa stvar resna. No in priznam, da so me in vlada, in strokovnjaki, in vsi nategnili, da je ta koronavirus mnogo bolj nevaren, kakor je res. No, lejte, počasi, malo prehiter sem. Lejte, nevaren. Jaz sem mislil, da bo tukaj iz 10 metrov name skočil in če jaz to dobim, imam 50% možnosti za preživeti. Tako so mene to pristrašili, priznam. No, pa smo pa malo videli, da so pretiravali. Jaz sem tudi pol koronavirus letos januarja dobil. Dvakrat me je majčkeno glava zabolela in to je bilo to. Ampak glejte, ne rečem, da koronavirus ni nevaren. Glejte, ljudje umirajo in jaz sem vzgleda srečo, pa ne samo jaz, tudi moji starši so preboleli, brez težav. Zgleda, imamo dober imunski sistem in je šlo to čez. Ne gre pa to pri vseh čez. Ampak, glejte, jaz se na to ne spoznam dober in nočem biti preveč pameten, hočem pa samo povedati, tu pa stojim za tem, da toliko nevarna zadeva, pa to ni, kakor so jo predstavili na začetku. Mene so čisto prestrašili, priznam, pa gledajte, to je moje mnenje, ne ga vzeti za nekaj sveto zadevo, ker nisem strokovnjak za to. A pol je zanimivo. Mislim, je danes vse zmešano. Da ena višja medicinska sestra na Facebooku piše, kako se ona ne bo cepila, kako cepivo ni preverjeno,
poziva ljudi, da se ne cepijo in tako naprej. No, sej pol, kaj tacga slišiš, ne, medicinska sestra se ne bo cepila, mislim, sej, pa imaš pravico mičken podvomiti, a se je zacepiti ali se ni zacepiti. Zdaj je pa vprašanje, zakaj ta medicinska sestra to širi. Jaz jo sicer osebno poznam, po mojem je malo nezadovoljna s svojim življenjem. Veste, ljudje smo taki, ker smo nezadovoljni, iščemo, hočemo biti neki uporniki, govorim z lastnih izkušenj. Tudi jaz sem bil včasih tak, ampak sem nekako prišel na pravi tir, saj približno, ampak jaz sem saj pri 50 prišel, nekateri ne pridejo nikoli in pol moraš biti upornik. Glejte, včas ki niso bili zadovoljni s svojim življenjem, ki jim ni v življenju nič uspevalo, ki so vedeli, da so niko in ništa, so se začeli ukvarjati z nekim nacionalizmom, pa tako naprej. Zdaj je šel pa čas malo naprej, se pa ljudje, je pa bolj popularno, da si ti proti cepivam in na Facebooku lajaš in lajaš in lajaš, jaz hočem pomagati ljudem, da se ne bojo cepili, ker to je za njih slabo. Moj ti hočeš ljudem pomagati, iščeš pozornost, ki drugače nimaš, pa jo iščeš. To je to. Me zanima, kolikrat si ti že kdaj pomagal ali pomagala ljudem. Kolikrat si kakšen evro dala za kakšno dobrodelno zadevo, kolikrat si šla komu kaj pomagati. To je moja teorija. Pa bi rekel, da kar verjamem v njo, da je pravilna. Pol berem na Facebooku, poslušajte, ta je nora, ne. Zdaj imam eno žensko v mislih, ampak sem pa že več teh stvari prebral. Ljudje se pritožujejo, ker jih v gostinskih lokalih ne pustijo te, ki niso cepljeni, niso preboleli, niso testirani, jih ne pustijo noč sedeti. In se pol izživljajo nad tistim kelnerjem, lastnikom lokalom in tako naprej. Pa jih pljuvajo, pa ne vem koga. Čakajte, jaz sem prepričan, da ima vsak gostinec teh korona ukrepov tlele gor in je on ta prvi za to, da jih ne bi bilo. Ampak on vas ne more tam pustiti, da boste sedeli, ker nimate papirja, zato ker če bo inšpekcija prišla, bo plačal 10.000 evrov kazni ali pa mogoče še več. In kako sploh pomislite, da greste enega bogega gostinca, ki je bil zaprt 9 mesecev ali pa skoraj cel let, da ga greste zdaj še vi zajebavati, da bo dobil kazen. Mislim, da je možnost, da dobi kazen zaradi vas. Veste, pa ste navadni egoisti, ki sam za svojo rad skrbite. Pa sej se tebi tudi ona, ki je napisala, sej se ni šlo toliko, da bo ona noter sedela, ker zdaj itak poletje sediš na vrtu, pa je stvar rešena, ampak ona je šla provocirati, ker je hotela dokazati. Aha, še tam je napisala, da mu je neke zakone prebrala, pa pa tret. Podjebavala ga je. Pušč človeka, ki ti ni nič naredil. Če tvoje življenje v pusaj druge, če si ti nezadovoljna. Groza.
In glejte, to je egoistično, ker sam na svojo rad skrbiš, drugi te pa ne zanimajo. Pred časom sem videl eno v Lidlu, se je brez maske sprehajala. Glejte, mene tudi malo ni motilo. Jaz sem prvič korono prebolel, drugič sem cepljen. Jaz zares nikjer nič ne pazim. Pred 3 tednem, mesecem sem bil v Bosni, v diskoteki, ker smo takole bili drug ob drugega, smo se tiščali, ne? Se pravi, jaz se res ne bojim koronavirusa. Ampak glejte, imate pa te stare ljudi, ki so malo bolj prestrašeni, pa tudi ne tacga močnega zdravja. Glejte, oni se pa bojijo. Glejte, manj je masko nositi mučno, da vam ne morem povedati, kako. Ampak v trgovino pa grem, dam pa zmeraj masko. Zato, ker nočem, da koga strašim. Nočem trgovini nakopati problemu. Se mi ni tista maska tako težko dati. Pa kuna ženska brez maske, ki jo pogledaš, bo malo nesramen, vsa nikakva. Zato se pa mogla malo pokazati, jaz sem pa brez maske. Drugače ne bi noben pogledal, tako pa so jo, ker je bila brez maske. Ljudje iščemo pozornost. Vse tudi jaz iščem. Vsak jo išče, to ni nič slabega. Ampak lej, ne na račun drugih. Pol eni se sekirajo za teh osebni podatki na aplikaciji. Da zdaj tam kelner ne se videti tvojega imena pa datuma rojstva. Kaj pa bo s tem vašim podatkom? Tamle od ene Jožice, stare 70 let, ki ima 400 evrov penzije, pa nič nočem žaliti. Ali pa od Tomaža Gorčevga. Kaj, če se on s tem podatkom okoristiti? Pa ljudje, tu si kar nekaj domišljate, da nekaj ste, da bojo kar nekaj vas ljudje, ne vem, vaše podatke zlorabili. Pa lejte, kakšne podatke lahko zlorabijo od nekih ljudi, ki so ene stukat več, kakor ste vi in kakor jaz. Madonna, pravite, koronavirusa ni strah vas, čeprav vam to ne verjamem, sem prepričan, da je mene stukat manj strah, kakor vas. Ampak tole, ko bo pa nekdo videl vaš ime, samo ime, brez priimka, pa datum rojstva, to je pa katastrofa. Ali vsi vi, ki tu pametujete, ste na Facebooku z imenom pa priimkom in rojstnim datumom gor? Dajte saj majčken misel, da ne boste sami sebe budalo delali. Lejte, drugač pa sem jaz tudi eden tistih, ki misli, da bojo mogoče, ne mogoče, najbrž, tako jaz mislim, te korona ukrepi uničili več življenj, kakor pa rešili. In jaz kot en tak laik, če bi čisto na hitro mnenje podal, to je glih tako, kot če me ena ženska vpraša, ti sem dobro oblečena. Jaz si lahko povem, lej, meni si všeč, meni nisi všeč, ampak moje mnenje nič ne pomeni veliko, zato ker jaz se na to ne spoznam. Tako pa tudi tukaj, malo na pamet govorim, ne. Zdaj, če bi mene vprašal kdo glede teh ukrepov, ne, bi rekel, so čisto prehudi. Bi rekel, pustimo ljudi, one, ki sami hočejo, ki so zdravi, med njih štejem tudi sebe. Pustimo jih, naj delajo kar hočejo, pa naj se tudi prekužijo,
Verjeten je to super, da preboliš, verjeten, spet, lejte, nisem doktor, pa nas puste, oni, ki so pa rizični, tiste pa treba zaščititi. Ne samo, da je tu država, da jih mora zaščititi, lejte, tudi vsak mora malo misliti nase. Za svoje zdravje mora najprej vsak sam poskrbeti. Tako da, tako bi jaz naredil. Če bi bil gor, hvala Bogu nisem, ne bi hotel takih odločitev sprejemati. Lejte, potem še, lejte, sej, tudi jaz sem imel take trenutke, ne, sem v tem času, kar je koronavirus, kar veliko pametval na Facebooku, da so te ukrepi brez veze, pa jezil sem se na vlado, na vse. Ja, ker sem preprosto poln k vsega. No in pol vem, ker sem jaz prebolel koronavirus, sem se hvalil, da je bilo čisto enostavno, nobenih problemov. Povedal sem tudi, da mama, oče isto brez težav prebolela. No, pa mi je sestra rekla, ti, kaj pa če bi slučajno mama ali pa oče umrla? Kako bi pa pol rekel? Verjamem, da čisto drugače. In poznam en primer, ki je nekdo v hiši prinesel koronavirus in zato, ker ga je prinesel, je pol eden od staršev umrl. Katastrofa. Tako, kot sem rekel, jaz se za sebe čisto nič ne bojim koronavirusa. Se pa ful bojim, da bi koga drugega okužil, pa Bog ne daj, da bi človek umrl, to si ne pa nikoli odpustil. Pa naj bo to en X človek, ali mama, oče. Tako da, lejte, vi anticepilci, tisti, ki ste proti koronavirusu, lejte, ljudje tudi umirajo. In lejte, vse je res tisto malo čudno, ne? So umrli s koronavirusom. To ne pomeni, da je umrl zaradi koronavirusa. Ampak nekaj pa jih je. In lejte, že zaradi spoštovanja do teh ljudi, ki so izgubili svoje bližnje, ne morete take po Facebooku pisati. Ne morete. In lejte, to kaže človekov egoizem. Egoizem. Pa ne, da zdaj pridigam, ker veste, tudi mene zanese, saj sem rekel. So mi ene par zasebnih sporočil sem dobil na Facebooku, ki so mi povedali, kako mi je mama umrla, mi je umrl zaradi koronavirusa, mi je Sem rekel, Madonna, to pa niti pomislil nisem. Tako da pri takih izjavah je treba biti previden. Še nekaj sem pozabil povedati. Drugače tudi o farmacevtskih podjetjih nimam jaz nekega dobrega mnenja. Ni mi interes, da smo ljudje bolni, se strinjam. Ampak glejte, ne, neke neumnosti, ki jih pa berem na Facebooku, so pa tukšne neumnosti, da jim pa ne morem verjeti. In lejte, nekateri ljudje se ne zavedajo, žal niso tako pametni, se ne zavedajo. So proti vladi, proti Janšatu na polno,
tam protestirajo, govorijo, na Facebooku objavljajo. Ampak govorijo take neumnosti, da si verjeten Janez Janša misli, super, da imamo take, ker taki za nas delajo. In vi mislite, da delate proti Janšatu, delate pa za Janšata, zato ker take neumnosti klate, da kaj kdo proti vladi, pa polk vas šliš, si reče, čakajte, ne, s tem pa jaz nisem. Tako da to tudi malo pomislite. Veste, kaj je zanimivo, ne? Anticepilci, ne, oni se ne bojo cepili, zato ker so skrbeli za svoje zdravje. No, in to mi je pred parem dnem en tip rekel, ne, cepil se pa ne bom je svoje zdravje uničeval s cepivom. Človek pokadi 3 škatlice cigaret na dan, spije med 5 in 10 piv na dan. Skratka, alkoholik. Bolj slabo za svoje zdravje ne bi mogel skrbeti, kakor skrbi. In to njega nič ne briga, to ga ne skrbi, če 3 škatlice cigaretu pokadi, pa non-stop kašla, kar ne bo pljuča ven vrgel. Tudi to ga ne skrbi, ki je vsak dan pijen. Cepivo ga pa skrbi za zdravje. In me zanima te anticepilci, koliko vi dejansko skrbite za svoje zdravje. Greste kdaj teč? Se ukvarjate kaj športom? Glejte, jaz bi pričakoval od vas, če vam je toliko za zdravje, da tudi se športom ukvarjate, zdravo jeste in tako naprej. Imate nekje približno ta pravo telesno težo in tako naprej. Veste, kaj sem tudi naredil? Na list sem si zapisal 10 ljudi, ki so proti cepljenju, ki jih poznam, ki jih dobro poznam, ne samo, ki jih poznam tam, ki ga vidim 2-krat na let. Sem si jih na list zapisal in sem zraven napisal, a so to ljudje, ki so zadovoljni s svojim življenjem ali niso. Glejte, pri 9 od 10 sem jaz, pač saj, kakor jih jaz poznam, sem napisal, da so nezadovoljni. Pa še 10 bi ga tudi mogoče lahko dal pod nezadovoljne. No, pa da jih vam par naštejem, teh anticepilcev, s katerim se jaz tako sem kje srečal. Glejte, eno žensko, ki jo osebno poznam, je že od nekdaj proti cepljenju, ima 2 otroka, oba sta avtista, in ona še preden je bila korona, je pač to, da sta njena otroka avtista, krivila cepiva. Jaz ne bom rekel, da ni možno, da te cepiva niso to kriva, čeprav čudno, da glih na oba otroka, ampak glejte, to ni tako pogost pojav, ne? Tako da ne vem, če bi jaz glih rekel, da je cepivo krivo. Razumem pa to žensko. Huda zadeva, želi mi, da se ji vse uredi in pol za take zadeve iščeš druge krivce. Glejte, se če bi bil jaz na njenem mestu, bi mogoče isto razmišljal.
No, potem eden je tudi na Facebooku zelo aktiven s tem anticepilskim, kako bi temu rekel, pozivi, ne. In on poziva, poln tega je, da on želi ljudem pomagati. Pomagati, ne bo dopustil, se bo boril za to, da se ljudje ne bojo cepili, da ne bojo uničevali svojega zdravja. On je drugače neki propadu coach, ki nima nobenega dela. In, ejte, takole, zdaj malo pozornosti išče in si tudi dela reklamo. Ejte, malo starejše gospe, pa nimam nič proti njim, da ne boste narobe razumeli, ne, ki so tudi anticepilke, ne, mu veselo že ploskajo, ne, in on bo potem najbrž razpisal neki seminar in bojo te gospe prišle in fino tisti seminar plačale. Potem je še ena oseba tudi, vse ve o tem. Je tudi imela, zdaj ne vem, a bi rekel, nesrečo ali pa da je bila neumna, da je ne samo vse svoje prihranke, ampak še kredit vložila v neki nategunski posel in vse zgubila in je to malo uničilo življenje, zdaj se je pa tudi tule najdla. Ve vse o cepljenju. Ve, vse ve. No, potem veliko gostincev je proti tem, ne. Njih še nekako razumem, ker so bili 9 mesecev zaprti in so jezni na vse, tudi jaz bi najbrž bil. Pol spremljam še eno coachinjo, ki so se na enem seminarju spoznala. Ona je mislila, da bo, te coachi vsi pravijo, moje poslanstvo je pomagati ljudem, ampak zamoči pa neko bistvo, da je ta njihova pomoč zelo, zelo draga. Naredi človek 2 seminarja in potem bo on pomagal drugim ljudem, ker je dobil v tistih parih dneh toliko znanja, da lahko pomaga, in bo to fino računal, ne, to ne bo seminar 100 evrov, to bo kar 500 evrov, pa jurja, pa tako naprej. No, in seveda, te punci na tem področju ni nič uspelo in zdaj pa spet tole, bom rekel, antikorona, anticepljenje. Ena super zadeva, kjer dobiš malo publicitete, te ljudje spoznajo in tako naprej. Pol poznam tudi enega podjetnika, ki je čisto proti temu, ne. Njemu pa že od nekdaj slabo gre. Naši južni bratje bi rekli, duža narodu i Bogu, in ne pol, vsi so drugi krivi, kriva je vlada, ki nam v posel ne gre, kriva je koronavirus, krivi so ukrepi, v resnici ima pa take težave že več let pred koronavirusom. In potem se pa malo s tem, bom rekel, malo potolažiš. Veste, kaj je še bilo zanimivo? Ko sem se cepil, povem enemu znancu,
Cepil sem se. Strapast, kako si lahko tako neumen? Jaz sem rekel, nisem mi dalo pregovarjati, ne, sem rekel, ti lej. Meni je potovanje glavni hobi, jaz hočem potovati in jaz rabim biti cepljen. Je rekel, jaz pa če 1 let ne bi nikamor šel, se ne bi cepil. Sem si mislil, pa mu nisem rekel. Saj ti v celem letu nikamor ne greš. En vikend na Hrvaško, v soboto popoldne, v nedeljo zvečer pa nazaj, da se majčkeno kopaš. To je to, kar ti greš enkrat na let, ne. Vidite, ne, pa ima še fin izgovor, da mu ni treba okoli hoditi, ker mu pač to ne odgovarja. No, to je ta moje mnenje glede anticepilcev. Glejte, ta video ne bom javno objavil, ker zakaj bi se neke sovražnike nakopal. Ne vidim nobenega razloga, pa se s kom pregovarjal. Sem ga pa hotel posneti, zato da zabeležim to. No, bom pa ta video sigurno objavil čez 2 leta, 3 leta, pa tudi, če se jaz motim. Bom pa ga objavil v bistvu že zdaj, ampak bo na YouTubeu privatno, tako da bom samo jaz dal dovoljenje, kdo ga lahko pogleda. Bom to dal kar velikim ljudem možnost, da ga vidijo. Zdaj, vi, če ga gledate, ste en teh. Ampak ne bo ga pa možno šerati in tako naprej, da ga bojo kar vsi gledali. Ker pač boš mogel biti s svojim Gmailom prijavljen noter in jaz ti bom dal dostop. Boš lahko dal nekomu pogledati, če mu boš dal še geslo od Gmaila, sem to mu pa verjetno ne boste dali, tako da pač boste tudi tisti, ki boste videli ta video, no, tisti, ki ga gledate, evo, me lahko držite za besedo, da čez 2 let ga objavim. Pa tudi, če se bo čez 2 leti izkazalo, da sem v tem videu o neumnosti govoril, tega mu vseeno objavil. Meni ni težko priznati, če se nekaj zmotim. In tudi, ne, vse tiste moje prispevke na Facebooku, YouTubeu in posod, ki so zdaj mogoče malo kontra, malo ali pa veliko kontra tega, kar sem danes povedal, pa kar danes mislim, nisem nobenega zbrisal. Nikoli nič ne zbrišem. Takrat sem tako mislil, če sem narobe mislil in pač ne morem pomagati. Tako je. Priznaš, naredil sem napako in to je to. In tisti, ki znajo napake svoje priznavati, so tudi običajno veliko bolj uspešni, kot tisti, ki to ne znajo, ne zmorejo. Običajno tudi tisti ljudje, ki so bolj samozavestni, bo prej svojo napako priznal. Nesamozavesten, pa ne bo pa trmast. Ne, jaz se pa ne bom cepil, jaz se ne bom testiral. Zdaj pa že filozofiram, zdaj bom pa nehal. Zdaj, prosim te samo, da napišeš komentar, svoje mnenje o tem videu, o tej zadevi. Me res ful zanima in ti bom za to zelo hvaležen. Hvala in lepo se imej.